Prava poplava jumbo plakatov na slovenskih ulicah in to na željo pokojnega kolega iz tujine. Tako preproste bele plakate s kratkimi, zdi se, političnimi sporočili pojasnjuje do danes skrivnostni naročnik akcije Aleš Štrancar, kemik, direktor ajdovskega biofarmacevtskega podjetja Sartorius Bio Separations, motiva za drago oglaševalsko akcijo ne želi razkriti. Prav tako ne odgovarja na očitke, da po mnenju nekaterih iz konteksta vzete domoljubne misli v resnici spodbujajo sovraštvo in razkol, poroča Tadej Grešovnik. Všeč mi je, ko vlada dela za državljane, všeč mi je, da lahko grem zvečer sama v mesto. Zapisi, ki jih takole na hitro verjetno podpiše vsakdo. Zdi pa se, da zaradi svojega političnega podtona na ulicah marsikoga zmotijo. Z razlogom, meni komunikolog Aljoša Bagola. Kampanjo, ki ste jo izpostavili, sem sam dojemal kot zelo neposredno širjenje nestrpnosti, kjer pač tu in tam skozi popolnoma legitimna oglaševalska sredstva zaseješ seme dvoma. Ob tem naročnik, opozarja Bagola, tudi zlorablja slovensko umetnost oziroma kulturo. To je plakat z verzij enega največjih, Simona Gregorčiča, ki pravi: pod streho našo tuji rod, naj gost nam bo, a ne gospod. Mi tu smo gospodari in Bog in naši carji. In kdo so carji? Vsaj za naročnika, ki si je omislil serijo plakatov, ki nas nagovarjajo tako rekoč na vsakem koraku. Ajdovski podjetnik Aleš Štrancar, naročnik premnogih plakatov, velja za dolgoletnega podpornika stranke SDS in Janeza Janše. Na drugi strani ne skriva niti nenaklonjenosti aktualni vladi in premierju Robertu Golobu. Sem pa opazil, da sem bil takrat ena redkih, ki je jasno povedal, koga ne bom volil. Ja. Osel gre kolikrat na leto? Enkrat. Slovenc gre večkrat, ampak mislim, da to tu ne gre na dogled. Obsežno kampanjo je v Sloveniji sicer, kot je prvi poročal portal N1, naročila avstrijska odvetniška pisarna. Štrancar pa se je vse do danes skrival za nenavadnim podpisom na dnu plakata. Danes pa na naša vprašanja svojo oglaševalsko akcijo pojasnil takole. Izpolnjujem obljubo, ki sem jo dal kolegu, ki je veliko časa prebil v tujini. Ko je umrl, je del svoje zapuščine namenil za določene aktivnosti. Del tega so tudi plakati ter njihove vsebine. Vse ostalo je zaupno, za kar sem dal svojo besedo. Štrancar ob tem ne razkriva, koliko ga je poplava plakatov stala, niti kaj točno želi z njimi sporočiti. Prav tako ne odgovarja na očitke, da gre za nestrpna sporočila, uperjena proti tujcem. Ta plakat se mi zdi čist na mesto. No? Vsakega gosta moramo lepo sprejeti in pričakujemo, da bo tudi tuji gost se ravnal tako, kot je treba. Se vam sanja, kdo bi tole bil naročnik? Po mojem je nekaj s politiko. Da tovrstne akcije, ki poglabljajo razkol med narodom, sledijo sodobnim političnim trendom, meni Bagola, trendom, ki jih še dodaja v teh dneh še intenzivneje narekuje ameriška politika. Je pa to razdvojevanje, ločevanje zelo vznemirljivo. In vznemirljivost nas odvrne od običajnih težav, skrbi, ki jih imamo, in povzroči, da lahko prst kao upravičeno operjamo v koga drugega. Še bolj zaskrbljujoče je, da za kaj takšnega, dodaja Bagola, dovoljenje dobimo kar tako mimogrede, servirano na 12 kvadratnih metrov veliki oglasni deski.